Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci in prijazno pozdravljeni. Nocojšnja oddaja ima naslov Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Je že res, da je humanost in prostovoljstvo verjetno del nas vseh. Je pa tudi res, da je prav humanost in prostovoljstvo, kot tudi vpetost v širše družbeno okolje, odgovornost do tega okolja, sestavni del filozofije, razmišljanja in poslanstva tudi največjega farmacevta pri nas, tovarne zdravil Krka. In danes v nocojšnji oddaji bomo spregovorili o tednu humanosti in prostovoljstva, ki ga je Krka pripravila v mesecu aprilu. Z nami v našem studiu sta nocoj gosta, voščim dober večer obema. Vam, dr. Boris Dular, ki ste vodja kadrovske službe, kadrovskega sektorja v Krki. Pozdravljeni. Dober večer. In pa v sam projekt je močno vpeta tudi vodja službe za odnose z javnostmi. Dober večer tudi vam, Elvira Medved. Dober večer. Kako se je pravzaprav, gospod Dular, porodila zamisel za akcijo humanosti in prostovoljstva? No, moram reči, da je humanost in prostovoljstvo, tako kot ste omenili v uvodu, dejansko kar sestavni del načina življenja, dela in razmišljanja Krke in Krkašev. In ugotavljali smo, da v bistvu smo prisotni s svojimi akcijami, tako kot podjetje, kot posamezniki, dejansko v našem ožjem in širšem okolju, da se udeležujemo številnih akcij in seveda jih tudi sami številne organiziramo. Razmišljali smo, da bi bilo mogoče dobro, da to mogoče še malo bolj ozavestimo, da bolj pridemo do razmišljanja o tem, da je potrebno, ko govorimo o sočloveku, razmišljati širše, kako je treba v bistvu danes, ko se predvsem govori o največkrat govori o slabših stvareh, o slabih stvareh, o slabih pričakovanjih. Vendarle razmišljamo o sočloveku na pozitiven način, predvsem pa, da smo pravzaprav, da je vsak od nas lahko v situaciji, ko lahko pomaga. Ko lahko pomaga sočloveku na najrazličnejše načine. In zaradi tega, ker je teh aktivnosti bilo resnično tako veliko že do zdaj opravljenih, nekatere so stalnica našega delovanja, da mogoče to zgostimo v en teden, ki smo ga pač poimenovali Teden humanosti in prostovoljstva, in na ta način v bistvu damo sporočilo širši javnosti in seveda ne nazadnje predvsem nam Krkašem. Smo tukaj zato, da smo tudi humani in tudi prostovoljni. Rekli ste sporočilo širši javnosti. Komu pa je akcija pravzaprav namenjena? Kako bi opredelili poslanstvo te akcije? Kakšno je? No, najprej vsekakor je akcija namenjena nam samim. Nam samim navznoter predvsem ne želimo, da je ta akcija razumljena kot neko reklamno sporočilo. Je sporočilo, ki je namenjeno po svoji naravi res tisti globli notranjim občutkom. Torej, namenjeno je nam Krkašem, da res razumemo pomoči potrebnim ljudem, ampak ne samo ljudem, tudi okolju, ne nazadnje tudi živalim, tudi vsem, ki v širši ali bližnji okolici delujejo in se srečujejo s takšnimi ali drugačnimi problemi. In seveda način, kako lahko to razrešujemo, ali pa kot načini, kako to razrešujemo, je zelo veliko. In zaradi tega bi lahko rekli, da je na eni strani resnično to namenjeno nam Krkašem, zato da nas spodbudi k temu razmisleku, predvsem pa k neposrednemu delovanju in seveda zato, da bo tudi okolje na nek način spodbujeno k temu, da je najbrž potrebno o tem ne razmišljati, ampak delati zelo konkretno. No in konkretno, gospa Elvira, se bo tokrat delovalo na različnih lokacijah po Sloveniji, saj ima Krka v bistvu svoje izpostave v različnih krajih, ne samo v centru Novega mesta. Da, seveda. Torej, akcija bo potekala, kot ste že dejali, v Novem mestu. Vanjo bojo vključeni
sodelavci iz Novega mesta in okolice, se pravi Krka Ločna, Krka Laguna, Krka mesto, Bršljin, potem seveda tudi Šentjernej, Krka Ljubljana in Krka Ljutomer. In ne smemo pozabiti seveda na Terme Krka in na njene poslovne enote. Ti sodelavci so tudi vključeni, in sicer hoteli Otočec, Golf Otočec, Strunjan, Dolenjske in Šmarješke Toplice. Različne lokacije na različnih koncih. Menite, da bo tukaj tudi kaj tekmovalnega duha? Ja, upamo, da bo, in to pozitivnega tekmovalnega duha. Kdo bo zbral več potrebščin, kdo se bo bolj prostovoljno udejstvoval. To je tudi namen te akcije, seveda. Pridobiti, animirati čim več sodelavcev, spodbuditi to humanost in prostovoljstvo vsakemu izmed nas, vsakemu krkašu. In tekmovalni duh na nek način vedno vleče, kaj ne? Odločili pa ste se, da bo ta akcija sredi aprila, od 16. do 21. aprila, torej, ko že dobro vstopamo v pomlad, ko že tako ali drugače na nek način gledamo svetlejše in optimistično bolj v našo prihodnost. Zakaj prav ta datum oziroma ta teden? Ta datuma nista naključje, ker 15. april je Svetovni dan mladih prostovoljcev. 21. april, to je sobota, 22. april, torej en dan potem, ko akcijo zaključujemo, pa je Svetovni dan zemlje. Torej naša akcija pa traja od ponedeljka do sobote, se pravi od 16. do 21. aprila. In ne nazadnje tudi naše podjetje Krka, tovarna zdravil, ima v aprilu svoj rojstni dan in smo razmišljali, kako bi obeležili tudi rojstni dan Krke, in naš rojstni dan je 23. aprila, tako da ti datumi nekako sovpadajo tudi z našim rojstnim dnem. Torej, lepo darilo tudi samim krkašem, ko bodo sami prispevali, da bo rojstni dan nekako bogatejši tudi znotraj vseh vas, znotraj krkašev in seveda tudi znotraj vseh tistih, ki jim boste na tak način za svojo akcijo nekako plemenitili tudi vsaj delček njihovega življenja. Gospod Dular, po kakšnem ključu ste pravzaprav izbirali dejavnosti, ki predstavljajo bistvo, vsebino, jedro te Krkine humanosti in tega prostovoljstva? Na področju je pravzaprav zelo veliko. No, mi smo se odločili zaradi tega, ker smo želeli to v enem časovnem obdobju združiti, torej v en teden, za nekaj akcij, ki so posebej pomembne, bi rekel, za ljudi in njihove neposredne probleme ali pa razreševanje njihovih problemov in pa predvsem, bi rekel, za stiske in ljudi s posebnimi potrebami. Zaradi tega smo se odločili, da mogoče kot največjo akcijo, ali kakorkoli bi že temu rekli, aktivnost, ki jo krkaši že leta vodimo, to je področje krvodajalstva, postavimo na prvo mesto. Zaradi tega tudi štartamo pravzaprav v ponedeljek. Namreč krvodajalstvo je izjemnega pomena. Tudi vemo, da so se pojavljala tudi krizna obdobja, tudi v Sloveniji, ko je bilo manj krvodajalcev. Moram reči, da v Krki je krvodajalcev preko 1200 in da ta stalnica je neko lepo sporočilo in odnos, ki ga krkaši kažemo. In zaradi tega smo želeli, da v bistvu s krvodajalstvom pokažemo, da smo trden steber krvodajalstva v Sloveniji in pravzaprav, da darujemo tisto, kar je najpomembnejše. Najprej kri za sočloveka. Drugo področje pa seveda je področje skrbi za ljudi, torej tistim, ki so pomoči potrebni. Tukaj gre predvsem za to, da znamo prisluhniti potrebam teh ljudi. In zato smo se odločili za zbiralne akcije, gre za oblačila, ne nazadnje tudi za opremo, za šolske potrebščine in ostalo, kjer bomo seveda sodelovali z Rdečim križem in Karitasom, ki na tem področju najbolj neposredno delujeta. Vendar smo želeli v tej akciji biti pozorni še do posebej občutljive skupine ljudi. Torej gre za
otroke in starejše s posebnimi potrebami. To so mladi ljudje, to so tudi starejši ljudje, ki jim je življenje pač oteženo in je zaradi tega potrebno jim omogočiti na eni strani jim kolikor toliko uspešno in kakovostno življenje, na drugi strani pa seveda jih znati tudi razveseliti in pokazati pravzaprav, da jih imamo radi. In zaradi tega bomo v tem tednu gostili tako učence šol s posebnimi potrebami, kot tudi seveda odrasle, ki delujejo v zavodih, ki skrbijo za njihovo delovanje. No, ko smo razmišljali o tem sklopu in naboru razmišljanj, smo seveda se zavedali, da tako kot znamo in je prav, da skrbimo za človeka in njegovo okolje, pa vendarle je pomemben del tega okolja tudi življenje živali. In zaradi tega smo želeli, da tudi na tem področju na nek način prispevamo k ozaveščanju ljudi, da je potrebno živalmi ravnati lepo in jim pravzaprav tudi njim omogočiti živalim vredno življenje in seveda tudi potem pomagati na različne načine. In tukaj mislimo predvsem v akciji na eni strani ozaveščati krkaše in pravzaprav tudi druge o tem in seveda opozoriti, da obstajajo zavetišča, kjer so zapuščene živali in da je treba tudi o njih razmišljati in tudi njim na nek način pomagati. In seveda na zaključku, kar je bilo že omenjeno, naš splošni odnos do narave in okolja. Ni pomembno to, da vsi o tem govorimo, predvsem je pomembno, kaj storimo. In moram reči, da Krka je v akcijah že v preteklih letih dokazovala, ali pa da smo krkaši dokazovali, da nam ni vseeno za okolje. Tudi s tem, da smo organizirali čistilne akcije. Nazadnje prvo smo čistili breg Krke recimo in potem tudi druge čistilne akcije. Vključevali smo se pač tudi te v druge slovenske in svetovne projekte, ampak vendarle želimo tudi v tem tednu pokazati, da to je sestavni del nas in da tako kot skrbimo in imamo poudarek živeti zdravo življenje, je to za ljudi, ampak seveda živeti zdravo življenje tudi za naravo. In z akcijo za naravo in v skrbi za to lepo naravo seveda bomo imeli tudi čistilno akcijo. Torej, to je, bi rekel, ta zgodba, ki smo jo v bistvu poskušali v ta teden združiti v tem našem razmisleku v skrbi na področju humanosti in prostovoljstva. No, kar širok del populacije ste zajeli, ne, in verjetno je bila izbira oziroma ključi za izbiro, katere dejavnosti vključiti, pravzaprav težka, ne? Veliko je še takih, ki bi bili verjetno pomoči potrebni. Gospod Dolar, vi sami ste tudi krvodajalec. Kakšen je vaš občutek, ko date kri? Moram reči, da je zelo lep. Jaz sem bil kot otrok zelo deležen, bi rekel, ploda krvodajalstva in mi je v bistvu to rešilo življenje v rani mladosti in zaradi tega moram reči, da mi je zmeren ta občutek izjemen, ki ga pravzaprav ne moreš opisati. Je v bistvu dokaz na eni, dve zadevi sta tukaj pomembni. Na eni, da si toliko zdrav, da lahko daš, in drugih, da resnično nekomu pomagaš. In moram reči, da se mi zdi, da vsak krvodajalec, ki da enkrat, dvakrat kri, dejansko tako razmišlja. In ni več vprašanje da ali ne, ampak samo vedno, ko je priložnost, da to seveda tudi narediš. Humana gesta. Omenili ste tudi sodelovanje z Varstveno-delovnim centrom. Gospa Elvira, to pravzaprav ni novo sodelovanje. To sodelovanje in ta del humanosti poteka v vaši hiši že precej časa, kaj ne? Da, vrsto let na različne načine sodelujemo z Varstveno-delovnimi centri. V zadnjih letih predvsem na področju poslovnega obdarovanja, ker ugotovili smo, da so ljudje v teh centrih zelo spretni pri nekaterih delih, no in zdaj nam že kar, mislim, da najmanj 10 let nam pripravijo, skupaj z njimi seveda pripravimo idejo in potem oni razvijajo
izdelek, ki je potem darilo za naše poslovne partnerje. Na ta način damo zaslužiti tistim, ki seveda pomoč potrebujejo, ne. Moram pa reči, da je tudi pri naših obdarovancih ta gesta vsako leto res naleti na krasen odziv. Seveda je vsak izdelek opremljen s certifikatom, kdo je naredil, kdo ga je izdelal, in moram reči, da so obdarovanci še bolj veseli, ker vidijo, da na ta način naša družba, naše podjetje prispeva tudi nekaj za te ljudi pač. No, in to sta tudi dve dejavnosti, izmed katerih nekaj ste že našteli v tem tednu humanosti. Katere še? Ja, začeli bomo seveda z zbiranjem potrebščin prek Rdečega križa in Karitasa, in sicer vse od obleke do obutve, predvsem prehodne, seveda sezonske, ker prihajajo toplejši meseci, do odej, blazin, posteljnine. Naše sodelavce smo pozvali tudi k zbiranju metrskega blaga, volne, šivalnih strojev. Seveda še posebej dobrodošle so potrebščine za otroke, obleka in obutev, ravno tako pa otroški sedeži, previjalne mizice, mizice za hranjenje in tako naprej. Zbiramo pa seveda tudi nerabljene šolske potrebščine, zvezke, svinčnike, flomastre, tudi knjig bomo veseli. Objavili smo tudi naslove in ure, kamor lahko sodelavci, če ne bodo imeli časa prinesti teh stvari k nam, ker smo določili v podjetju mesta, kam lahko prinesejo, smo tudi objavili mesta, da se lahko obrnejo direktno na Rdeči križ in na Karitas. Objavili smo tudi spletne strani Podarimo, spletni naslov, kjer se lahko krkaši damo ponudbe tudi za odvečno pohištvo ali mogoče gospodinjsko opremo, tako da se lahko sami krkaši dogovorimo s tistimi, ki pomoč potrebujejo. Potem omenila sem že seveda krvodajalsko akcijo, o tem je že gospod Dular več povedal. No, poleg tega, da bomo darovali kri, smo objavili v posebnem biltenu tudi spletni naslov, kamor se lahko krkaši registrirajo v bazo krvodajalcev, ker vemo, da kri ima določen rok trajanja in tudi ni pametno, da je naenkrat prav veliko krvodajalcev, tako da na tej strani lahko tudi preberejo, katere skupine krvi v določenem trenutku primanjkuje in se potem pač sami javijo oziroma jih pokličejo iz transfuzijskih zavodov, kadar je določena kri potrebna. Omenili smo že en dan, in sicer torek bo tudi namenjen druženju s starejšimi občani. Tega dne se še posebej veselimo, ker bomo obiskali različne domove starejših občanov po Sloveniji. Ne samo tam, kjer ima Krka svoje lokacije, torej ne samo Novo mesto, Ljutomer, Ljubljana, ampak tudi Maribor, Ptuj, Koper, Kranj, Krško, Metlika, ne vem, verjetno sem veliko krajev še pozabila. Dopoldne smo z našimi strokovnimi sodelavci za starejše občane v teh domovih pripravili posebne tehnike pomnjenja, torej delavnice, in pa naši fizioterapevti iz Term Krka bodo pa predstavili take lažje, zelo koristne razgibalne vaje za razgibavanje. Sede, v glavnem sede, tudi stoje, tisti, ki bo želel in tako naprej. No, popoldne pa za stanovalce pripravljamo take kulturno-zabavne programe, recimo konkretno v Domu starejših občanov v Novem mestu bomo pripravili nastop mešanega pevskega zbora Krka, naše sodelavke bodo pripravili recital Toneta Pavčka, nastopili bodo pa tudi otroci iz plesnega kluba Novo mesto. V Domu starejših občanov Bukalci, recimo v Ljubljani, kjer je dramski igralec Polde Bibič stanovalec, pa bomo ta dan preselili Krkin gledališki klub, ki sicer poteka v Krki v Ljubljani, v Krkini dvorani v Ljubljani, no tokrat bo pa tudi gost Polde Bibič in bo tam recimo gledališki klub. Sreda bo namenjena druženju odraslih s posebnimi potrebami, torej povabili smo predstavnike različnih društev, Sožitje, Sonček, Žarek, varstveno-delovnih centrov v Krko. Pripravili jim bomo kratek ogled Notola, torej naše proizvodne, nove tovarne trdnih oblik, farmacevtskih izdelkov, potem pa še posebej športno-animacijski program,
lahko si bodo izmerili tudi krvni tlak, skratka, veliko animacij, želimo jim pač popestriti in polepšati ta dan. V Krko bo prišlo okoli 400 teh oseb, teh ljudi, seveda spremljevalci, nekateri sami, nekateri spremljevalci. Zanje smo organizirali tudi avtobusne prevoze, tako da se bodo lažje pripeljali k nam in nazaj. No, v četrtek bomo gostili otroke s posebnimi potrebami iz osnovnih šol po Sloveniji. Ravno tako pričakujemo 400 otrok s svojimi učitelji, vzgojitelji, spremljevalci. No, tudi oni si bodo ogledali Notol, potem bo pa program bolj zabavno športen, imeli bomo čarovnika, pripravili jim bomo Piko olimpijado skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, tako da bo bolj strokovna, vsak bo dobil tudi medaljo od udeležencev. Petek je že, kot rečeno, namenjen skrbi za živali, dopoldne bomo zbirali pakirano hrano za muce in kužke, popoldne pa bomo v novi dvorani Krka, tukaj v Novem mestu, organizirali predavanje in sicer nam bo predstavnik enega zavetišča za male živali predstavil delo s temi živalmi in na kakšen način lahko posvojimo mucke in kužke, ker je pač namen, da se čim več zapuščenih živali posvoji. Na to predavanje bomo pa povabili krkaše skupaj z družinskimi člani, tako da bodo tudi otroci videli, slišali, kako se to lahko stori. No in pa predsednica društva za terapijo s pomočjo živali, društvo se imenuje Tačke pomagačke, bo predstavila delo tega društva in tudi kako se lahko mi, lastniki psov, skupaj z našimi ljubljenci vključimo v ta društva in pomagamo s terapijo. Sobota je namenjena, bomo rekli, ne samo čiščenju, ampak tudi urejanju. Gospod Dular je že omenil, da smo tudi mi, sicer se vključujemo v vseslovensko akcijo in svetovno akcijo čiščenja, vendar to je prav čiščenje in urejanje Term Krka, naših poslovnih enot in smo rekli, najprej moramo počistiti pred domačim pragom, seveda, potem pa še ostalo po Sloveniji. Torej, s tem potem nekako tudi zaključujemo okrog enih popoldan to našo tedensko akcijo, seveda na različnih enotah Term Krka, no in takrat upamo, da bomo tudi naredili rezime, kaj smo uspeli storiti skozi ta cel teden. Povedala bi še to, da bomo dnevno spremljali tudi zbiranje in objavljali pač v naših internih medijih, tako da bodo vsi krkaši vsakodnevno seznanjeni z rezultati akcij in sicer koliko potrebščin smo uspeli zbrati, katere, koliko litrov krvi, skratka in tako naprej. Skratka, ko vas poslušam, zelo pestro in dinamično dogajanje bo. Marsikaj boste postorili, veliko ste objavili, mi pa bomo sedaj objavili naše oglase. Gospod Dural, omenili ste že, da so v Krki že vrsto let prisotne najrazličnejše oblike prostovoljstva in humanosti. Kako ste pravzaprav do sedaj uspeli povezovati vse te prostovoljce, društva, na kakšne načine? Mogoče teh zadev je več, ampak mogoče bi ob tej priložnosti povedal mogoče 2-3 zadeve, ki so najpomembnejši. Krka ima že desetletje poseben odnos do osnovne šole Dragotin Kete za otroke s posebnimi potrebami in prav tako v domu starejših občanov. V obeh imamo pokroviteljska odbora, kjer seveda se načrtujejo in izvajajo številne aktivnosti, v kateri so vključeni krkaši, predvsem v želji pomagati, da je življenje in delo teh otrok oziroma prebivalcev doma starejših občanov čim bolj ugodno. Na drugi strani pa mogoče bi omenil, ko govorimo o prostovoljstvu, zelo pomembno področje je področje gasilstva. Krka ima svojo poklicno in gasilsko industrijsko društvo, kjer je zelo veliko udeležencev in seveda tako, kot imamo to organizirano v Krki, številni krkaši delujejo kot gasilci v gasilskih društvih širom, bi lahko rekel, Slovenije. Seveda, da ne govorim potem o številnih drugih aktivnostih, ki so pa vezane na
različna druga dobrodelna društva in ustanove. Torej, s tem resnično živimo. No, zdaj verjetno že veste, je zanimanje za teden humanosti in prostovoljstva, za to vašo vsesplošno skupno akcijo v Krki? Je zelo veliko. Naj mimogrede omenim, da je zdaj že skoraj 200 krvodajalcev, ki bojo v teh dneh dali kri, torej vsekakor to ne bo možno narediti samo v enem tednu, torej se bo ta zadeva celo podaljšala in seveda tudi za druge aktivnosti, kjer bomo pravzaprav neposredno sodelovali v različnih aktivnostih tudi. Torej, odziv je, bi lahko rekli, zelo lep in primeren. Gospa Elvira, ste vi opazili, pri kateri dejavnosti še posebno zanimanje? Ja, no, poleg krvodajalstva se zelo sodelavci prijavljajo tudi za pomoč, ne samo za darovanje potrebščin, ampak tudi za pomoč na Karitasu in na Rdečem križu. In sicer za sortiranje recimo oblačil, za pakiranje živilskih paketov, ne hrane, tudi recimo v domu starejših občanov, ne samo za recimo te tehnike pomnjenja, kot sem že omenila, ampak tudi za pomoč pri vsakdanjih opravilih starejših občanov. Tako recimo eni ne vidijo dobro, pa nekateri jim želijo mogoče brati, pa jih spremljati na sprehodih, recimo, da so majčkeno gibalno manj sposobni. Skratka, pri hranjenju bomo pomagali. Zanimanje je res precejšnje. Kaj pa zanimanje izven Krke? Pri društvih, pri zavodih, ki ste jih povabili k sodelovanju? No, vsekakor moram reči, da je bil odziv zelo, bi rekel, navdušujoč, ker so navdušeni posebej zavodi, ki imajo takšne in drugačne težave, pa tudi stiske, si seveda želijo podjetja ali pa okolja in posameznike, ki razumejo njihove potrebe in jim v bistvu na nek način priskočijo na pomoč. V vseh teh zavodih in organizacijah, prostovoljnih društvih in tako naprej so res z neko naklonjenostjo in nenazadnje tudi hvaležnostjo podprli našo akcijo in moram reči, da smo se zelo lahko o vseh vprašanjih organizacijskih in sicer pogovorili in prepričan sem, da je to eno tako lepo sporočilo vsem nam. Gospa Elvira, gre verjetno za še eden velik, kar nekaj jih je v vašem podjetju. Velika bera, pravzaprav bi lahko rekli, resnično velik organizacijski zalogaj, kaj ne? Ja, ampak moram reči, da smo uspeli s pomočjo vsi skupaj ga kar obvladati. Najprej smo se seveda sestali z lokalnimi predstavniki teh organizacij, s katerimi zdaj organiziramo ta teden. No, oni so nam potem dali kontakte nacionalnih in stvar je potem stekla tako na vseh lokacijah Krke in širše po Sloveniji in moram reči, da skupaj je seveda vse lažje. Razmišljate, da bi ta teden, ki ga boste sedaj organizirali, postal tradicionalen tudi v prihodnjih letih, morda, gospod Uler? Vsekakor. Mi želimo, da je to vsak teden, vsako leto pravzaprav neka pika na i. Torej, ko se zelo tudi sicer javno pokaže, da Krkaši resnično živimo in razmišljamo na način, ki pomeni podpora humanosti in prostovoljstvu in zaradi tega torej je želja, da to nadaljujemo in seveda, da to spodbudo damo tudi ostalim v okolju. Torej, razmišljate, če sem vas zdaj prav razumela, tudi v smeri, da bi razširili to akcijo ne samo kot pobuda ostalim v okolje, ampak tudi morda v širšo javnost izven Krke? Vsekakor. Naša želja je tudi zaradi tega, pravzaprav gremo v javnost, torej ne zaradi nas samih, ampak bolj zato, da je prav, da se v okolju tako podjetja kot druge organizacije teh pomembnih vprašanj humanosti in prostovoljstva zavedamo in da seveda s takimi akcijami spodbujamo predvsem, bi rekel, individualen odnos in neposredno ravnanje. Kajti resnična prava zadeva je to, če delam sam iz prepričanja, če želim pomagati drugemu.
In morda, spoštovana gosta, še vajina zaključna misel. Zapisali ste v svojih publikacijah, kar tudi sicer v življenju udejanjate za vzgled mnogim, humanost v Krki je del nas. Ja, in mislim, da to humanost je potrebno dokazovati vsak dan. Jaz bi rekla, srečen je tisti, ki daje, ne tisti, ki jemlje, in verjamemo, da bomo s svojim prostovoljstvom vsaj delno omilili nesrečo soljudi, drugih soljudi. Hvala lepa, gospod Dular, hvala lepa, gospa Medvedova, za vaša razmišljanja in za tista dejanja, ki jih boste v Krki ponovno prikazali tudi širši javnosti. Kajti vsaj kanček utripa tega tedna humanosti in prostovoljstva bomo spremljali tudi z našim kameram in jih podali širši javnosti. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da bo to še ena zgodba v reki zgodb, ki jih je Krka že izdala in tudi zapisala. In verjamem tudi, da dobri zgledi vlečejo in naj postanejo v prihodnosti ali pa ostanejo tudi del vas. Hvala lepa še enkrat in lahko noč.